Kaj pa pelil moj sodelavec, pa je rekel, da je, veš, tak dosti brutalen, ne. V ovinku pohodiš gas, pa rečeš računalnik. Daj ti vse zame nared, pa pejva čim hitreje ven iz tega ovinka. Punce pobirate, jaz pa vrečko nosim. Zdaj sem verjetno ugotovil, da je danes tak malo easy dan, to se pravi čas za familijo pa tako naprej. Zato si bom vzel malo časa za tale vlog na ta način, da odgovorim na par vprašanj. Alex Lah, ti si mene tole vprašal že kar nekaj časa nazaj, in sicer kakšno mnenje imam o avtopralnicah, pa kje avte najraje šperem. Ene so dobre, ene so slabe, ene operejo malo boljše, ene malo slabše. Na splošno pa nimam tazga luksuza, da bi rekel, danes imam 2 avta za poslikati, kam bi ga šel jaz najprej oprati. Veš, ponovadi je terensko delo tako, nikoli ne veš, kam te bo odneslo, in s tem je pol tudi pogojeno, kje boš ti avto opravil. Tako da če avto nima res kakšnega res hudega laka, pač zberem ta prvo avtopralnico, ki je blizu. Če imam pa kaj več časa, pa ga pa včasih, ne, v bistvu ga nisem doma že 100 let opravil, pa bi se sam zlagal. Jaka Zorc, tebe pa zanima, kaj bi jaz imel rajš, Focusa ST ali Megana RS? V bistvu se je tale Megana RS že malo posloval, ne, ampak vsem bi raje zbral Megana RS, ka Focusa ST, zato ker dosti simpel, ne, Megane je dosti bolj športen po kolovinko, gre vsem dosti boljš kot Focus ST. Maša Pori, tebe pa še preštel sem 13 drugih, pa zanima, kaj si jaz mislim o Nissanu GTR. Ja, takole v teoriji vse najboljš, ne, jaz tega avta še nisem pelil, pa upam, da ga bom kmalu, ali pa da upam, da ga bom sploh kdaj, no. Kaj pa pelil moj sodelavec, pa je rekel, da je, veš, tak dosti brutalen, ne. V ovinku pohodiš gas, pa rečeš računalnik. Daj ti vse zame nared, pa pejva čim hitreje ven iz tega ovinka. In avto reče, stari, ni problema, gremo. Pa še en intermezzo, ne, zdaj ta vprašanja, na katero odgovarjam, ne, ena so bila poslana že tam v sredini avgusta. In jaz zdaj nisem šel preverjati vsak vlog nazaj, sem zdaj tega odgovoril ali nisem, malo približno že vem, tako da če sem začajno kakšnega od teh odgovoril že kdaj, ne biti hudi, jaz pa upam, da so odgovori vsaj približno podobni. Veš, kaj bi bilo malo nerodno, da enkrat odgovorim tako, drugič pa tako. Drugač pa najpomembnejša stvar, kar sem je pravzaprav hotel povedati, je to, da prvič hvala, res sem vesel, če mi pišete, pa me kaj vprašate. Drugič pa prosim, ne biti hudi ali pa ne zameriti, če kdaj kakšno stvar kiksnem, zgrešim ali pa ful pozno odgovorim, ker teh vprašanj pa teh elektronskih sporočil je res ogromen. Cel dan sem raztegnjen na 100 različnih koncev in pol res probam biti up to date z vsemi odgovori, pa z vso aktivnostjo, in včasih preprosto ne znese. Lej, zdaj to kosmato balistično raketo. A ja, malo si že zmatran, nisi več tako hiter. Kje si mesi, stari Ferrari? Zdravo. V nobenem primeru pa nikoli ni tako, da bi jaz videl vprašanja ali pa sporočilo, pa rekel, ma dej, ko jebe, meni se ne da s tem zabavati. Tako da bodite malo potrpežljivi, če ste za, no. Jaz bom pa probal čim več odgovarjati, pa biti aktiven tudi na tem področju. Kar lepo klele, a? Da je to. Ok, takole, sem že mislil, da danes ne bom nič več posnel, pa sem se nekaj spomnil, ne. Če sem že tukaj praktično sred gozda, grem pa lahko še malo na lov. V bistvu je tako, da je tale X6 opremljen tudi s sistemom nočnega vida, kar pomeni, da jaz stisnem tlele eno tipko, pa imam Night Vision tukaj na zaslonu. A veš, kaj on karkoli vid, toplokrvnega, označ z rumeno barvo. In zdaj, če se bom jaz pelil čez gozd, mogoče kaj najdem. Ja, to je to. Opa! Nekaj sem najdel. Ste videli to? Čakaj, gremo nazaj. Shit, če greš nazaj da kamero, ne, nočem kamere. Ok, eno sem ujel, gremo naprej. Evo ga. Sploh ne vidim. Aj, pred jaškom, a za jaškom, čakaj. Dobro, točno tam ne more biti. Pazi, to ni žval, ampak drek. Tudi BMW se zna zmotiti. Ne mi reč, da ni na jasike, eno. Evo, živali. Evo, 2 zajca. Ok, bilanca prvega lova, 2 zajca, ena majhna gozdna živalca, pa en kakec. Pa da vidimo, kaj se bo jutri zgodilo. Mogoče pojavim kaj več.